Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Seveda tudi v imenu občine Medvode, ker sem sam Medvoščan, pa sem edini tukaj, tako da tudi v občini. Sem bi prvo mesto bi poudaril. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije smo zadovoljni, da je bil program razvoja podeželja za to obdobje sprejet in potrjen v Bruslju iz enega razloga, ker to omogoča začetek izvajanja ukrepov in to tudi po drugi strani pomeni, da prej, ko bo stvar izpeljana, prej bojo te sredstva pri naših kmetih. Opozoril bi pa to, da je to velik, obsežen dokument z veliko podrobnosti in te podrobnosti lahko izvajamo na različne načine, da dosežemo določene cilje. In pravno pri teh načinih, kako doseči te cilje, je pri pripravi tega programa prišlo do nekaterih nesoglasij in razhajanj. Še posebej v tretji verziji, če jo tako imenujem, ko je bila zadnja verzija poslana v Bruselj brez našega sodelovanja. Kljub temu, da so strokovne službe zbornice pri pripravi programa sodelovale z vrsto predlogi, pripombami. Žal vse oziroma nekatere niso bile uslišane oziroma niso bile upoštevane. Zato bi zdaj mogoče na kratko v uvodu povedal, katera so bila tista glavna razhajanja, na podlagi katerih je prišlo do teh nesoglasij in kje so tiste stvari, za katere mislimo, da se dajo še izboljšati oziroma bi se morali izboljšati že pri samem sprejetju programa. Da naštejem nekatere. Na primer, pri KOPOP se je zmanjšalo število nadstandardov, kljub temu, da bi jih lahko vključili v sam program. Pri sadjarstvu in pa vinogradništvu so v program vključene samo nove zahteve, ki od kmetov zahtevajo daljši čas pridelave in pa tudi večje vlaganja. Pri poljedelstvu je močno omejena možnost pridelave določenih poljščin. Potem v samem programu ni več podpor za strme površine in za spodbujanje reje živali na doma pridelani krmi. Pri mladih kmetih se oži možnost pridobitve sredstev in pa zmanjšuje se število nadstandardov pri dobrobiti živali. Predvsem je težava v tem, da ni ukrepa dobrobiti živali za govedorejo. To so taki glavna razhajanja. Vse bilo je še nekaj, ampak to so tista glavna razhajanja, na podlagi katerih lahko rečemo, da program, ki je bil potrjen, ni tisto maksimum, kar bi lahko bilo. Zdaj, kaj lahko rečem z naše strani oziroma kaj strani zbornice? Zbornica bo s svojimi strokovnimi službami storila vse, da bodo tisti ukrepi, ki so lahko izvedeni že letos, da bodo tudi v resnici izvedeni in da bo ta denar, ta sredstva pri naših kmetih čim prej. Z drugi strani smo že takoj začeli z zbiranjem, oblikovanjem z teh strokovnih predlogov, ki bi lahko besedilo programa oziroma ki bodo program izboljšali. Prvi vlak v Bruselj je že odšel, ampak to še ne pomeni, da smo zamudili vse. Še vedno bodo možno, ker tudi zakonodaja omogoča dopolnitev programa in spreminjanje programa. Mogoče za uvod še to, kaj pa v bistvu pričakujemo, predvsem od strani ministrstva, da bodo takoj, čim prej, sprejeli potrebno in ustrezno zakonodajo in pravičasno pripravo vseh podlag, uredb in vse tisto, kar bo omogočilo izvajanje ukrepov, vlaganje zahtevkov in pa črpanje sredstev, ki so še enkrat namenjene našim kmetom. Toliko za prvi. Hvala.